Današnji izbor treh velikih novic, ki bodo dobile karakter, je sledeč. Tesla je napovedal odpuščanje zaposlenih po celem svetu. Finančna kondicija političnih strank je zelo zanimiva. Ognjeni zublji zajeli staro borzo sredi Kopenhavna na Danskem. Dober večer, moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer izbrane novice dobijo karakter. Torej, Tesla oziroma Elon Musk je napovedal odpuščanja zaposlenih praktično po celem svetu, še posebej na največjih avtomobilskih trgih, in sicer v ZDA in na Kitajskem. Gre v prvem koraku za približno 10% znižanje zaposlenih, to je približno 14 000 ljudi po celem svetu, da dobimo boljši občutek oziroma da postavimo to v pravo perspektivo. Novomeški Revoz ima cirka 1400 zaposlenih, kar pomeni za 10 novomeških tovarn. Kaj to na drugi strani pomeni? Tesla kot takšen se ne razume, to se pravi Elon Musk ne razume svoje tovarne kot proizvajalke avtomobilov, temveč razume svojo proizvodnjo kot tehnološko proizvodnjo, to se pravi, da prinaša nekaj tehnološko novega v naša življenja in na naš svet. Podobno kot je nekoč deloval Apple, oziroma deloma še vedno tako deluje, kjer ne gre zgolj za računalnike, temveč gre za občutek in dizajna in vrhunske tehnologije in novih rešitev in tako naprej. Pravo vprašanje, ki se ob tem seveda postavlja, je to. Zdaj, če prodaja električnih vozil pada, in na portalu 24 smo o tem pisali že kar nekajkrat, o težavah, ki jih imajo evropski proizvajalci prav na trgu električnih avtomobilov, potem se tukaj zastavlja vprašanje naše prihodnosti pri preboju, v tem konkretnem primeru, kitajskih vozil. To se pravi, proizvajalec BYD je že postal največji proizvajalec električnih vozil na svetu. Napovedi Xiaomija z svojim, dajmo reči, podobnim vozilom Porschejevemu za zgolj 30 000 evrov maloprodajne cene obeta v bistvu na tem področju veliko revolucijo, predvsem pa najmanj, kar se verjetno lahko strinjamo, velike težave za evropsko avtomobilsko industrijo. In da ne bo pomote glede avtomobilske industrije v Evropi, če avtomobilska industrija v Evropi kihne, potem slovenska industrija celotna, ne zgolj tisti del, ki je vezan na avtomobile, resno zboli. Torej, pred nami so zanimivi časi in glede na spremembe na avtomobilskem trgu se je dobro v bistvu začeti pripravljati tudi na nekoliko težje čase, ki so pred nami. Finance političnih strank so vedno zanimiva tema. Kar je pred kratkim prišlo v javnost in o čemer smo se na portalu 24 dodobra razpisali, je dejansko stanje, kakšno je ogrodje, finančno ogrodje slovenskih političnih strank, predvsem teh naših največjih 5 strank oziroma parlamentarnih strank. To se pravi, govorimo o SDS, Novi Sloveniji, Socialnih demokratih, Levici in Gibanju Svoboda. Zanimivo je, ko pogledate finančne podatke, je, da prednjači po finančni trdnosti in obsegu financ SDS, za jim sledi Nova Slovenija in potem je na drugem polu, kjer gre proti zelo relativno majhnim številkam, da ne bom rekel zelo majhnim številkam, so pa tukaj potem Gibanje Svoboda, Levica in Socialni demokrati. Pri Socialnih demokratih je še posebna težava prav ta zadolženost, ki se je izkazala in katera je na nek način odnesla sekretarja oziroma tajnika Žiberta po aferi Litijska, ko se je izkazalo, da bojo Socialni demokrati verjetno celo prisiljeni prodajati to znamenito ali pa zelo glasno Moskovičevo vilo, zato da bodo pokrili dolgove, ki so nastali v stranki.
Jaz jim seveda želim vse najboljše. Je pa tukaj dobro vprašanje za vse volivce. Koga izbirati na volitvah, če razmišljamo o tem, da imamo na enem polu, to se pravi na tem konzervativnem polu, dve izjemno dobro stoječi, finančno izjemno dobro stoječi stranki in na tem progresivnem, ta trenutek koalicijskem vladnem polu, stranke, ki se precej otepajo finančnih težav. Torej, ali zaupati javne finance nekomu, ki dobro obvlada svet financ, ali pa nekomu, ki se resno ukvarja z njimi. Danes smo vsi tisti, ki smo že kdaj to videli, seveda pa tudi sami Danci, bili pretreseni ob tem požaru, ki se je zgodil sredi Kebenhavna, kjer je zagorela ta stara borza, ki je, mislim, da že cirka 150 let tudi v lasti, to se pravi trgovinske zbornice Danske. Zdaj, prva poročila govorijo o tem, da so ljudje družno stopili skupaj in odnašali ven umetnine, poskušali rešiti, kar se rešiti da. Jaz držim pesti, da se zadeve dobro iztečejo. Je pa zanimivo, glede na to, da danes mineva 5 let, od kar je v bistvu bila ta tragedija z cerkvijo, pri prenovi cerkve Notre Dame v Parizu, da so takoj seveda izbruhnile neke teorije zarote, tako naprej. Videli bomo, kaj je, ni pa vsak požar, ki se zgodi kje po Evropi na takem elitnem mestu, kot se je žal tukaj na Danskem, nujno, kar sama po sebi že neka teorija zarote in ne vem kaj. Toliko za danes. Vidimo se ponovno jutri ob istem času, na istem kraju. Več o teh novicah, o katerem sem danes govoril, si lahko preberete na portalu 24, tako da zaenkrat lepo se imejte in vidimo se ponovno jutri.